Kmalu se bo začela težko pričakovana izgradnja kanalizacijskega sistema na Zgornji Polskavi. Občina Slovenska Bistrica je namreč danes v prostorih Bistriškega gradu podpisala pogodbo z izvajalcem del in nadzornikom projekta. Najprej moram povedati, da se občina Slovenska Bistrica danes praznuje svoj praznik, občinski praznik. Sicer je pa to malo slučajno vseeno bilo povezano z tem podpisom pogodbe za izgradnjo kanalizacijskega sistema na Zgornji Polskavi. To pa zato tudi pravim, ker mi smo se kar zdaj nekaj časa ukvarjali seveda z vso potrebno papirologijo, kar nekaj več časa, kot upam, da bo projekt šel v izvedbo in da bo tudi izveden. Zdaj z tem projektom mi zaokrožujemo oziroma na nek način zapiramo to aglomeracijo tega sistema obeh Polskav in pa Pragerskega, kjer je čistilna naprava. Zdaj sama velikost sistema je dobrih 2000 populacijskih enot, mislim, da 2000 pa 150, nekaj takega. Na 2000 vsekakor, ker če ne bi na 2000 ne bi uspeli pridobiti teh sredstev. Zdaj vrednost projekta je po teh okvirnih cenah, ki so bile dosežene z DDV-jem nekaj čez 6 milijonov, pa približno 75% sredstev je sofinanciranih iz evropskih in pa nekaj malega v tem okviru prispeva tudi država, ostalo pade pač na nas. Zdaj neto cena, torej brez DDV-ja, pa tam dobrih 5 milijonov. Tako sem že rekel, s tem mi zaokrožujemo ta sistem, mogoče še kar se tiče in seveda več čas pravzaprav zapiramo to področje čiščenja odpadnih vod. Vsako leto sicer izvedemo kar nekaj investicij iz tega področja na širšem območju, ampak to sta dva večja sistema. En je zdaj ta obeh Polskav Pragerskega, ta se pravzaprav zaključuje. Drugi je pa seveda tudi ta sistem, ki ga zapiramo postopno tukaj v Slovenski Bistrici, s tem, da ločujemo fekalni sistem od padavinskih voda. Sicer pa bo na tem področju v občini v prihodnje še kar nekaj postoriti. Je pa res, da se mi tu srečujemo ali pa soočamo z to razpršenostjo gradnje in s tem povezano tudi razpršenostjo potem teh sistemov. Tako da navezava na te večje čistilne naprave pomeni, potem ko bo ta sistem zgrajen in še nekatere investicije, ki jih peljemo tudi v Slovenski Bistrici, bo tam nekje okrog dobrih 60%, približno 35% bo pač potrebno urediti in se tudi ureja že postopno z manjšimi oziroma individualnimi čistilnimi napravami. Zdaj v tem času, kot veste, tudi potekajo pogajanja za novo finančno perspektivo. Tam so prizadevanja, pa ne samo naše občine, ampak tudi številnih drugih, da bi se omogočilo iz teh virov financiranje tudi manjših sistemov, torej po 2000 populacijskih enot, ker tega je res veliko. Zaenkrat pa nekega dodatnega sistemskega vira iz tega naslova pač ni. Jaz upam, da bodo naši pogajalci znali prepričati pristojne organe na evropskem nivoju, da bo tudi možno še naprej pridobivati sredstva tudi za urejanje odpadnih vod iz tega naslova. S tem seveda absolutno prispevamo k bolj čisti naravi, k ohranjanju narave, nenazadnje tudi k zaščiti podtalnice. Skratka, gre za to trajnostno naravnanost, torej tudi v okviru naše občine. Zdaj, kar se tiče tu v mestu Slovenski Bistrici, v letošnjem letu bo tudi tu obseg investicij tam dobrih 2 milijona, kar nekaj sistemov se bo nadaljevalo na področju Vinarske, tisti, ki poznate Bistrico, na področju Slovenske in pa tudi pričetki na drugem delu mesta, recimo v Kajuhovi. In pa seveda nekaj manjše stvari še po ostalih krajevnih skupnosti, ki se navezujejo na ta večja sistema. Zdaj, če se vrnem pa seveda na Zgornjo Polskavo, zdaj to ne pomeni, oziroma to seveda pomeni prvenstveno ureditev kanalizacijskega sistema za Zgornjo Polskavo, seveda pa sočasno s tem prišlo tudi v veliki meri do urejanja ulic, ki so pa že tudi kar potrebne ureditve. Tako da bo tudi Zgornja Polskava po tem, ko bo ta investicija končana,
kar dobila nek drugačen izgled in se bo nek nivo bivanja, kvaliteta bivanja tudi tam bistveno spremenila. V preteklih letih smo imeli kar nekaj tudi seveda kakih težav, ki so se tam pojavile, ne tudi z meteornimi vodami, tudi te probleme bodo v veliki meri s tem praktično rešene. Je pa res, da je kar nekaj časa pač trajalo, da smo uspeli na eni strani pridobiti vso dokumentacijo, pridobiti vso soglasja, tudi zemljišča, na drugi strani pa seveda potem stvari uskladiti pač s pristojnimi na državni ravni. Tako da jaz seveda tudi izvajalcem pač čestitam, da so uspeli na razpisu. Jim želim seveda uspešno izvedbo projekta, to ne dvomim, zato ker je bo nadzor, tako je bilo povedano, natančno spremljal, ne. Gre pa se seveda za to, ne, da pač vsi skupaj ustrezno te stvari postorimo. Zdaj, kar se pa tiče seveda tudi kraja na Zgornje Posavje, pa tudi apeliram na nekaj potrpežljivosti, ne, tudi ta je pač potrebna, ko se take investicije izvajajo. Hvala lepa županu za uvod in pa za podatke, ki jih je že navrgel, tako da jaz ne bi kaj dosti o teh številkah, ki so vsem jasne. V roku enega meseca, to je 28 dni po podpisu pogodbe, smo dolžni začeti s pripravljalnimi deli. Vsaka kanalizacija kot taka, sploh pa v strnjenih naseljih, je zahtevna. Že zaradi bližnjih objektov, že zaradi infrastrukture, ki je, potoka in tako naprej, ampak mislim, da glede na projekte in glede na tehnologije, ki so predvidene, ne bi smelo biti nobenega problema. Moram pa izkoristiti pa bi to priložnost, da bi pozval tudi krajane, krajevno skupnost, da bojo strpni v času, ko bomo mi 2 leti rovarili po tem kraju in ga v bistvu na koncu naredili obljudenega, tako kot mora biti, in pa posodobljenega. Kaj naj rečem, v tem času, ki smo sedaj, je to izjemna priložnost tudi za izvajalce. Morali se bomo pač prilagoditi tem okoliščinam, katere so, ampak mislim, da ne bo nobenega problema in da bomo mi to naredili tako, kot treba.